Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lep pozdrav. Ja, nekaj novosti v zvezi s temi novimi cepivi. Na predlog Evropske agencije za zdravila sta bili prejšnji teden odobreni dve novi cepivi proti COVID-19 proizvajalcev Pfizer, BioNTech in Moderne. Gre za dve bivalentni cepivi, ki pokrivata tako kot dosedanja cepiva to originalno različico SARS-CoV-2, to se pravi wuhansko različico, poleg tega pa tudi to novejšo različico Omikron, ki je prevladujoča različica v letošnjem letu. Zdaj, obe cepivi sta registrirani za uporabo pri osebah starih 12 let in več, ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje. In je od zadnjega cepljenja minilo vsaj 3 mesece. To se pravi, registrirani sta za poživitvene odmerke. Klinične študije kažejo, da ta cepiva, nova cepiva, zagotavljajo boljši odziv protiteles oziroma višji nivo protiteles, ki nevtralizirajo to Omikron različico in tudi njene podrazličice. Zdaj, glede teh novih cepiv, ja, izvajalci so lahko nova cepiva že naročili v tem tednu. NIJZ jih bo predvidoma drug teden dostavil izvajalcem, če bo pač dostopna vsa dokumentacija, ki je za to potrebna, tako da mi predvidevamo, da bi se v naslednjem tednu lahko začelo cepljenje. Cepljenje oziroma ta poživitven odmerek, ta drugi poživitven odmerek, predvsem priporočamo skupinam z večjim tveganjem za težji potek. To se pravi, to so predvsem ranljivi kronični bolniki, oskrbovanci domov za ostarele oziroma socialno-varstvenih zavodov in pa vsi starejši od 60 let. Zdaj, predvsem je priporočljivo to cepljenje za te ogrožene skupine, pri katerih je od cepljenja minilo že več kot 6 mesecev. V tem času, zdaj sočasno nekako bo pa priporočljivo tudi cepljenje proti gripi in cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za pravzaprav te iste ogrožene skupine. In to bo tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam bo možno takoj, ko bo izšel program cepljenja, namreč tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam s tem polisaharidnim cepivom se bo letos začelo izvajati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za ogrožene skupine. Toliko, če je še dovoljeno, ne pa tudi posebej priporočeno cepljenje s 4. spreminja. Pravzaprav se nič ne spreminja. Predvsem cepljenje je, sicer lahko so cepljeni vsi, ampak cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom je predvsem priporočeno tem skupinam, ki sem jih omenila. Tako da za vse ostale, mi imamo tukaj še veliko prostora, precepljenost je bistveno nižja kot recimo v drugih evropskih državah. Mi imamo s prvim poživitvenim odmerkom tudi v starosti nad 60 let cepljenih samo 60% ljudi, ne? Tako da tam je še 40% ljudi, ki bi potrebovali še prvi poživitveni odmerek, ne? Jasno pa tudi tisti, ki so pa že bili cepljeni s prvim poživitvenim odmerkom, pa drugi, ampak na vsak način je smiselno, da se vsaj en poživitven odmerek dobi pred to sezono, kjer se pričakuje pač več respiratornih okužb. Predvidevamo, da bo služba za preskrbo s cepivi lahko sprostila cepivo, no, ampak sprostila ga bo lahko šele, ko bo pač dostopna vsa potrebna dokumentacija. Aha. Ne. Tako kot sem poudarila, ta cepiva so nova cepiva, prilagojena cepiva, so registrirana oziroma odobrena samo za poživitvene odmerke. Tako da za osnovno cepljenje se bojo še vedno uporabljala stara cepiva.
Tako je. Enako bo možno tudi letos. Enako tudi pričakujemo, da bo cepljenje proti gripi brezplačno. In pač, kot sem že omenila, tudi to cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, ki je pravzaprav namenjeno pretežno istim skupinam, da bo tudi na voljo na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pa najbolj tudi te zdajšnje, da bo čutilo, ali razumljivo, ščitilo potem to naslednje cepivo, ščitilo tudi prihodno različnih DAP, kdaj mogoče pričakujete oziroma v tej fazi, zdaj pa ta še druga, bom rekel, dobljena cepiva. To je vse odvisno od regulatorja, to se pravi, kdaj bo EMA, Evropska agencija za zdravila, to odobrila. Zdaj nekateri pričakujejo, da bo to že v tem mesecu oziroma v nekaj naslednjih tednih, se pa še ne ve, no, kako se bo EMA odločila. Zdaj težko je govoriti, kako je z učinkovitostjo, ne, ker praktično teh podatkov nimamo. Mi vemo, da ta cepiva so bolj imunogena, to se pravi nekako boljši ali pa višji nivo protiteles izzovejo, ne, proti tem različicam, ki jih nekako krije cepivo. Zdaj, kako bo pa to v resnici, ne? Naj poudarim, no, da so tudi obstoječe, to se pravi dosedanja cepiva, pravzaprav zelo dobro ščitijo proti težki bolezni. Ne? Kako bo pa z učinkovitostjo preprečevanja oziroma kako bojo ta nova cepiva preprečevala, to se bo pa šele videlo. O zdravilih se dajte pa prosim obrniti na infekcijsko, no, da bojo kaj več vedeli povedati. Mogoče znaš to vprašati, populacija. Bomo zdaj posebno špekulirati, da se ne zdi, da bi še zdaj počas začenja s tem tudi poškoditi nekom apelirati, Prav gotovo je to ena skupina, kjer bi bilo treba čim prej, mislim, na vsak način pred tem porastom respiratornih okužb v jesensko-zimski sezoni opraviti ta cepljenja pri vseh, pri katerih je minil že več kot 6 mesecev od zadnjega cepljenja. Ne. Zdaj, tisti, ki so pa upoštevali priporočila in bili recimo že med poletnim tem valom cepljeni, recimo že z drugim poživitvenim odmerkom, za te je pa smiselno, da počakajo vsaj 3 mesece po zadnjem cepljenju. To je tisti najmanjši razmak, ne. Če so bili že cepljeni, recimo z drugim poživitvenim odmerkom, ker zdaj se tudi taka vprašanja, ne. Mi smo namreč že poleti priporočili za te najbolj ogrožene, recimo drugi poživitveni odmerek. In zdaj tisti, ki so bili že cepljeni z drugim poživitvenim, ker v nekaterih domovih so s temi cepljenji že pričeli, se zdaj pojavljajo vprašanja, kako je zdaj pri teh, ki bi se zdaj pa želeli mogoče s temi novimi cepivi. Ne. Zdaj to ni smiselno, da se opravi takoj, ampak nekako po enem presledku vsaj 3 mesece. No. No, pač tu so, veste, zdaj v prihodnosti verjetno ne bomo več šteli teh odmerkov, ampak bo nekako priporočen en poživitveni odmerek pred sezono. No.